Dobro, gospa Škrabar, vi z vašim detektivskim čutom, da tako rečem, kaj vidite v tej zgodbi? Veste, v čutu ne bi, lahko ima človek čut, ampak so dokazi tisto, kar šteje. In dokler ne bomo zagotovo vedeli, lahko špekuliramo čist neosnovano ali pa tudi delno osnovano. No, se določene informacije imamo, določene informacije so parcurljale v javnost, ne. Se veste, pravijo tako, dokler ve eden, ne ve nobeden, ki vesta dva, ve pol sveta, ne, pa vsekakor pač bojo mogli odgovarjati oziroma pojasniti določene zadeve vpleteni, ne. Želela sem se tudi navezati temu, da jaz sem usposobljena za nadzornika, pa mislite, da sem že bila v 5 letih, odkar sem usposobljena kje? Ne, zato ker sem nepristranska, ne, pa dobro, spet, da ne bomo vseh v isti koš metala, ne. Pa če se navežem na celotno razpravo, ne konkretno zdaj na Petrola, ne, problem Slovenije kot take je zagotovo prezrahljana pa preohlapna zakonodaja na določenih področjih, ki dopušča še vedno plenjenje slovenskega, torej državnega premoženja, premoženja vseh nas. In tukaj bi mogle biti strožje regulative, strožja zakonodaja in tudi nadzor kot tak. No in zdaj gremo k neki regulativi, to je naša naslednja tema, pa da vidimo, kako jo bomo komentirali. Banke morajo od 1. novembra pri kreditiranju prebivalstva upoštevati nove minimalne standarde, ki jih je postavila Banka Slovenije. Pri potrošniških posojilih je omejila ročnost, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Nova pravila so razburila velik del javnosti, tudi strokovne. Dejstvo, da se skrajšujejo tudi predpisani ali pa dovoljene ročnosti takega kreditiranja, se recimo za tako družino postavi sigurno vprašanje recimo reševanja prvega stanovanjskega problema. Tisti, ki so na meji in ki danes dobivajo posojila, ki gredo preko te meje, preko njihove sposobnosti odplačevanja že danes, bodo v prihodnosti imeli samo še večje probleme. In prepričan sem, da s tem ukrepom ščitimo prav te skupine. Odplačevalna doba iz 10 na 7 let poveča obrok potrošnika za 35 evrov, zmanjša pa dohodek banke za 1050 evrov. To je v bistvu v ozadju. Nevarnost, da se bodo zatekali kam drugam, je kar velika. Mi smo v zgodovini že videli, kako so ljudje hodili relativno množično po posojila v Avstrijo. Tisti potrošniki, ki so najemali kredite v švicarskih frankih, niso prišli v banko, vi pa meni dajte švicarski kredit, ampak so ga tuje, predvsem avstrijske banke, ponujale zato, da so si pridobivale delež na trgu. Situacija danes je pa teh, da po 12 letih so posamezniki dolžni več, kot so najeli. Gospa Vezovišek, dejstvo je, da brez denarja ne moremo kupovati. Ali pač? Ja, to je res. Pa vendar v zadnjih dnevih res poslušamo zdaj, kako je s temi ukrepi. Po eni strani sem jaz vesela ukrepov, ker sem tudi že sama 4 leta nazaj dala predlog že v magistrski nalogi, kaj bi morali narediti na temo finančne zadolženosti in tako naprej. Po drugi strani sem pa žalostna, ker recimo preberam naslove 300 000 ljudi ne more do kreditov in to so ljudje, ki so že danes ravno na meji skoraj da šibkih. In potem se jaz vprašam, ko govorimo o varčevanjih in ko govorimo o tem, dajmo minimalno nekaj skušati dati na stran, ne glede na dohodek, se vsi dvignajo, kako lahko vi to nam govorite, ko imamo pa 700-800 evrov prihodkov. Zdaj na tej strani, če smem, pa kar naenkrat, kaj, a hočemo reči, da bi z teh, ki imajo 800 evrov prihodkov, mi dodatno zadolževali. A naenkrat je pa to dovolj denarja, da imaš ti še kredita, na to še 200 evrov, morda 300 evrov. Govorimo o konkretnih primerih. In tukaj me moti to, da zelo posplošujemo. Gre za ukrep, ki je primarno namenjen potrošniškim kreditom. Jaz kot nekdanja bančnica iz prakse povem, da je grozljivo gledati ljudi, ki hodijo v banki, vsaj mene, in to je bil tudi razlog mojega odhoda, ker sem rekla, da sem raje na strani, kako ljudem pomagam iz dolgov, ne v dolgove, ko ti pride stranka enkrat na leto po 20 000 evrov kredita. Enkrat na leto, ko ga malce odplača, najame novega, plača znova 1500 evrov stroška odobritve z zavarovalno premijo in tako naprej, samo zato, da dobi nekih 500 evrov razlike. Zdaj dam čistko nek primer. In
tukaj imamo res veliko težavo. Ljudje se zadolžujejo za velike kredite, govorim 10-20 tisoč evrov potrošniškega kredita in ta denar izgine v roku parih dni. In potem imajo naslednjih 8 let, 10 let, 15 let velike težave. Ne morejo varčevati nič in ko pride do naslednje proračunske bombe, se je primoran spet dodatno zadolžiti. In to je po mojem mnenju treba reševati na druge načine. Kot prvo je to, da je treba ljudi izobraziti. Če smo imeli govora o švicarskih frankih, vsi moramo vedeti, kaj podpisujemo. To je primarno. Kot drugo je treba ukrepe, ki so sicer dani, po mojem mnenju malce spremeniti, ker sem zagovornica tega, da ne dajemo kar vseh v isto skledo. Torej ne pomeni, da nekdo, ki ima 800 evrov prihodkov, on ne sme dobiti kredita, nekdo, ki ga ima pa 2000 evrov prihodkov, ga pa lahko dobi. S tem se ne strinjam, ker lahko tisti, ki ima 800 evrov prihodkov, veliko bolje ravna z denarjem. Torej bi potrebovali neko osebno boniteto, tako kot imajo v Ameriki, recimo. Nekdo, ki odplačuje, naj pa dobi, ne? Nekdo, ki ne, pa naj ne dobi. Imaš tako imenovani rating in to je pomembno, da so te ocene, da se sledi, ali ti znaš z denarjem ali ne. Ker druga je pa zadeva, ko se mladi zdaj potem vsi, kako bomo prišli do stanovanj. Dragi mladi, ne, če bi danes želeli kupiti nepremičnino v višini 100 tisoč evrov, bodimo iskreni, a kaj dobimo? Nič. Pa dajmo primer, ker sem ga ravno že včeraj povedala. Če nimaš nič lastnih sredstev, to pomeni najprej en kredit, in to je hipotekarni, v višini 80%, torej 80 tisoč. Potem moramo najeti dodatni kredit, ki ga v večini bi banke dale potrošniškega, torej smo tudi tam, da je zelo neetično dati potrošniškega namesto stanovanjskega, dodatni kredit, in potem ponavadi potrebujemo še za opremo. Na koncu pridemo do mimo grede 500-600 evrov obroka in to raztegnemo na 30 let. Kar se mi zdi absolutno preveč. Dobro, doktor Berce, recimo, ali mi gledamo iz napačne strani, recimo, če pogledamo osebno, ne, če človek pogleda svojo osebno bilanco, bi vendarle se morali bolj osredotočiti na stran prihodkov, ne toliko odhodkov, ampak prihodkov, kje bom jaz dobil več, pa ne s kreditom, ne, ker to je spet, potem imam zadolžitev v pasivi, ampak kje bom de facto dobil več denarja? Ali smo mi, seveda premalo plačani, mi smo država revežev, ali kako je zdaj s tem, da družina, oba imata povprečno plačo, 1100 evrov, ne more več dobiti kredita več kot za 60 tisoč evrov. Mislim, zdaj premalo zaslužimo. Ja, zavili smo v potrošniško družbo, kjer, če pogledamo reklame tudi na televiziji in povsod ponujamo ljudem raj na zemlji, raj na zemlji v obliki dobrin, ki seveda stanejo. Zdaj, če pa pogledamo, kako to mladi dojemajo, pravzaprav ta mlajša generacija bo prva generacija v zgodovini človeštva, ki bo revnejša, kot so bili njihovi starši. Do sedaj so generacije postajale bogate in so napredovale. To bo prva generacija, ne samo v Sloveniji, ampak v svetovnem merilu, kar se je za zamisliti, kaj smo pravzaprav sproducirali. Sem pa govoril recimo pred časom s sinom, tako kot vsi mladi je na SP, in se rekel, gledaj, ti v bistvu skozi manipuliraš s tem SP-jem, pa z davkom, pa čim manjši davek, pa vse te stvari. Kaj praviš na to? Jaz sem plačeval vse davke. Midva sva plačevala vse davke in se nismo mogli jeti in še vedno jih. In zato smo pustili našim zanamcem, rečete, kar hočete, infrastrukturo, ceste, kanalizacijo, vodovod, šolstvo, karkoli, da naštevam. Vprašal sem ga, kaj bo on svojih hčerki pustil. Kaj bodo te mlade generacije pustile svojim zanamcem, torej zanimcem? Nič. Kajti, če ni denarja, že za preživetje, če in šparaš na davkih, to se večinoma imenuje davčna optimizacija, pa da ne bom kaj grdega rekel o tem, potem te kanalizacije ne bo. Pitna voda, kanalizacija, vse se bo pomešalo, ker nihče ne bo to vzdrževal. Kaj potem? A kdo o tem razmišlja? Silimo pa mlade v prekariat.
Ja. Dobro, gospa Škrabar, vi ste detektivka, ne? Seveda, velikokrat se najbrž srečujete tudi z raznimi zlorabami, recimo kreditnih kartic. Prav Amerika je tipična in recimo Susan Orban piše o tem, se veste, vse kupujejo na kartice in nikakor se ne znebijo tega dolga, ne? To pa je mogoče tudi problem. Kam se lahko izgine denar, kje vse so poti, kako priti do denarja? Kam vse ne more, ne? Mislim, tukaj je možnosti praktično nebrojne. Pa če se ne vežem na samo temo pogovora, ne? Mislim, tukaj se pogovarjamo zdaj o drugačnih pogojih kreditiranja, ne? Pa o teh tezah, ja, da pa če je bilo treba stvari drugačno regulirati zaradi tega, da ne bi ponovno spet kakšna bančna luknja se naredila, pa tako, mislim, lepo vas prosim, zakaj so pa nastale bančne luknje, ne? Zagotovo ne zaradi nas, navadnih potrošnikov, ne? Poleg tega, ja, pogovarjali smo se o davkih, ne? Jaz plačujem se davke, jaz sem 13 let podjetnik, vem, kako je to ustvariti za sebe, vem, kako je ustvariti delovna mesta, da zaposliš svoje ljudi, s svojimi rokami moraš to narediti. Pa mi nobenega, niti evra, niti centa dolga niso odpisali. Ne? Komu vse so ga, ne? In tukaj se vračam k temu, kdo nas peha v to stanje, v katerem smo, ne mi državljani, elita. Elite, ki so v ozadju, ki vodijo to državo in sami trenutno oziroma pač ne moramo narediti ničesar, da bi se tega oklepa lahko rešili. Ampak elita se znajde, ne? Vi preiskujete kaj lahko poveste? Elita se znajde, veste kako mi, ne? Mi moramo za vsako našo delo, za vsak naš primer, rabimo imeti nekoga, ki nas za to pooblasti v skladu z zakonom o detektivski dejavnosti. Ja, kdo nas bo pooblastil, ne? Da bomo mi nekega tajkuna preiskovali, ne? Mora biti nekdo z interesom, ne? Tle pa vemo, pač se pravi, roka roko umije, meni ta teza nikakor ni všeč, ne? Obe skupaj pa obraz, ne? Žal.